Kakšni so dosežki slovenskih oblikovalcev in arhitektov doma in po svetu? Ob dnevu arhitektov je Zbornica za arhitekturo in prostor podelila 4 zlate svinčnike za odlično izvedbo in zeleni svinčnik, ki ga podeljujejo za inovativno trajnostno gradnjo. Podjetje Pirnar pa je v teh dneh dobilo obvestilo, da so prejemniki Evropskega oblikovalskega Oskarja, German Design Award. Zbornica za arhitekturo in prostor je podelila nagrade za najkvalitetnejšo arhitekturo leta 2016, za odlično izvedbo in trajnostno gradnjo ter izbrala častnega člana. Žiriranje za to vrstne nagrade je vedno zanimivo. Predvsem, kadar pride tako število predlogov kot letos in predvsem zato, ker so zelo raznorodni. In včasih je težko dati raznorodne projekte na isti imenovalec. Ampak komisija, ko začne žiriranjem, se veliko pogovarja, počasi se izoblikujejo kriteriji in nekako se začne ožiti izbor projektov, ki grejo, da rečem, v finale. Teh 10-12, ki se vrstijo v finale, si gre pa komisija pogledati v živo na licu mesta. Zato, da se prepriča, da je vse tisto, kar se odraža na plakatih, tudi v resnici prisotno pri zgrajenih objektih. Žirija pri zlatih svinčnikih je vsa leta do zdaj bila sestavljena na način, da je bilo nekaj domačih in nekaj tujih strokovnjakov, kar mislim, da je zelo dobro za nek svež pogled v včasih mogoče celo malo zaprt strokovni krog, ki se na ta način odpre in je pripravljen sprejeti neke nove poglede in nove misli o prostoru. Govorimo o 2 stanovanjskih arhitekturah in o 2 arhitekturah javnega prostora, ki sta nekako najpomembnejši oziroma osnovni v procesu načrtovanja arhitekture. Vsi se srečujemo z bivanjem, vsi se lahko poistovetimo z bivanjem, prav tako pa se nihče od nas ne more izogniti javnega prostora, ki nas objema ves čas uporabe mesta. German Design Council je že 60 let eden vodilnih strokovnih centrov za oblikovanje na svetu. Vsako leto podeljujejo nagrade German Design Award za izjemne in pionirske dosežke na področju oblikovanja. Podjetje Pirnar so v teh dneh obvestili, da so prejemniki Evropskega oblikovalskega Oskarja German Design Award. Gospod Pirnar, čestitke. Hvala lepa. Hvala. Kaj točno ta nagrada je? Ja, German Design Award je mednarodna nagrada, podeljujejo sicer v Nemčiji. Ne glede na to, da smo mi tujo podjetje Slovenije, je v bistvu to nagrada za celoten svet. Sama nagrada je v bistvu podobna kot nekako Oskarji filmski. Podobnost je v tem, da za nagrado moraš biti nominiran, ne moreš se kar prijaviti sam po sebi. In v bistvu spomladi smo mi ugotovili, da smo prejeli 2 nominaciji za to nagrado. To je nominacija za? Nominacija za naš produkt, za Pirnar One Touch vrata. V bistvu ta vrata so prva in edina na svetu take vrste, mičkam posebna, in so bila v bistvu nominirana kar 2-krat. Enkrat v kategoriji za samo potezalo, drugič pa kot celoten oblikovalski produkt. V bistvu so nam pa zdajle pred kratkim javili, da smo v obeh kategorijah tudi dobili nagrado. V eni izmed kategorij smo v bistvu dobili tudi German Design Award Winner 2017. Čeprav pač ta German mičkam zmot v imenu je mednarodna, žirija je tudi veččlanska, mislim, da je okoli 70 žirantov, se pač izbira med samimi izdelki. Prav, potem ste res morali cel svet prepričati na nek način, da ste res najboljši. Tako. Ko vrata prepoznajo lastnika, to pomeni, na vratih je čitalec prstnih odtisov, ko prepozna vas kot lastnika, ko prijete do vrat, se vam potezalo izvleče, ko vi stopite noter, vrata se vam odklenejo, ko jih zaprete, se vrata zaklenejo in potezalo elegantno gre nazaj v tako ravno površino. To je vsekakor tudi nagrada za vaše oblikovalce, ustvarjalce vrat in izdelkov, ki jih ponujate. Ja, seveda, ja. Tako kot samo podjetje je dobilo priznanje, so ga prav tako tudi oblikovalci in seveda razvojniki, celotna ekipa, ki je bila vpletena v ta projekt. Dejansko je to tudi nagrada za njih samih, da jim je pokazala, da so njihovo delo, njihova inovativnost, vse to, da je dejansko svetovno priznana. Kot sem že omenil, 70-članska komisija, da prizna nek produkt slovenskega podjetja, je to kar neka posebnost.